Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor in Nace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da so vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn ter ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku, YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Nace, pozdravljen. Danes bom prvo tebe, da te nam pozvabo slučajno. Hvala, da se izboljšuješ. To mi je všeč. In pozdravljam našega novega gosta, ki smo ga že napovedali tudi v prejšnji oddaji. To je Tomaž Petrovič. Zdravo, Tomaž. Zdravo, Tomaž. Lep pozdrav. Tomaž, da prvo predstavim mogoče, zakaj smo se odločili zate kot za gosta. Sicer midva se poznama iz obdobja nogometnega kluba Publikum Celje, ki se je takrat že potem počasi preimenoval v CMC Celje. To je že zdaj kar nekaj let nazaj, ampak tvoja nogometna trenerska pot je zelo zanimiva, predvsem iz tega, ker si štartal res v najmlajših selekcijah, skoraj, mislim, razen verjetno U9 si izpustil, ne? Če se jaz prav spomnim. A si tudi to treniral? U8 sem tudi imel. A si tudi imel? U8, U9 sem tudi, samo U6 nisem imel. Ok, in potem treniral praktično vse, kar je možno, bil trener tudi v prvi ligi, v reprezentancah. Dej nam na kratko, če lahko greš čez to svojo celotno pot, da nam jaz v bistvu tebe predstavljam. V bistvu sem res že treniral vse možno. Začel sem kot trener v otroški nogometni šoli Ljubljana, ker smo seveda ki je organizirana skozi krožke po šolah. Tam trenirajo fantje in punce v 1., 2., 3. razredu. To so bili pač moji prvi, nekako pedagoški ali pa trenerski koraki. Potem sem se pa skozi to že potem tudi priključil v Olimpijo, najprej v kategorijo U8, U9, potem pa naslednje leto U10, že tekmovalno ekipo. Od tam pa potem sem šel v Celje, kjer smo bila midva sodelavca, bil tam 2 leti, treniral U10, U12, se učil in gledal tudi vse druge selekcije. Potem pa sem se vrnil nazaj v Ljubljano, nogometni klub Bravo, kjer sem bil trener U12. To je bilo katerega leta si šel v nogometni klub Bravo? 2006, ko se je pač ustanovil. Se pravi, z ustanovitvijo si ti... Tako, klub se je ustanovil, mislim, da enkrat spomladi, ampak s poletjem smo štartali z ekipama U10, U12 v tekmovanju MNZ Ljubljana. Takrat sem bil tam tudi vodja šole in smo začeli postavljati vse selekcije. Tako da sem bil 4 leta vodja, v teh 4 letih smo potem tudi postavili celotno piramido, rekordno hitro prišli tudi vse najvišje lige, U15, kadetsko, mladinsko. Po 4 letih sem prevzel člane Brava v 4. ligi, potem pa ob sodelovanju z Interblokom naslednjo sezono vodil ekipo Bravo Interblok v 2. ligi. Potem, ko je tako Bravo članska ekipa ugasla po enem letu, potem še ta Interblokova članska ekipa ugasla po eni sezoni, tako da sem se za eno sezono vrnil nazaj kot vodja šole v Bravo. Po drugi polovici potem tudi treniral kadete mladince. Potem sem imel nekaj mesecev pavzo, sem bil enostavno zasičen po vseh teh letih in potem pa sem prevzel Krško v 2. ligi
in v Krškem ostal skoraj 3 leta pa pol. Se z njimi tudi prebil v prvo ligo, je treba povedati, ne? Tako, ja, smo potem se uvrstili v prvo ligo, vodil v prvi ligi, se pravi več. Takrat si tudi verjetno kar dosti sodeloval z mladinsko šolo, se pravi z Zorkom. Ja, smo sodelovali, koliko smo lahko, nekako smo poskušali, ja, čim bolj. Nekatere stvari so bile postavljene, v Krškem je bilo večina domačih fantov ali pa zelo veliko, mislim, da tiste ekipe, ki se je uvrstilo v prvo ligo, da samo eden ali pa dva nista bila, rekel, da nista izhajala iz tistega okolja. Tako da potem po malo manj kot 2 sezonah v prvi ligi sem tam končal. Začel potem z novo sezono v Celju, kjer pa sem bil samo 2 meseca pa pol. Potem spet imel krajšo pauzo in zadnja 3 leta sem bil selektor reprezentanc U15, U16, U17 in to je bilo do izteka leta 2020 in to je to. Potem sem spet nekaj mesecev pauze in trenutno naravno sem začel z novo zgodbo v Mariboru. In to Tako da se spet srečuješ z Rožmanom po kolikih, 15 letih? Tako, po 15 letih, ja. To je bila tista naša trenerska piramida. Včasih se hecam, da imam izkušenj, imam toliko, kot da sem star 60 let, ker mislim, da je to zdaj moja 20. trenerska sezona. Kar pa ni malo za nekoga. A si ti že od štarta imel ambicijo v bistvu? Ko si pri najmlajših začel delovati profi, kot pol tudi članski trener in to, ti je bilo že od vsega štarta to jasno, da se tja podajaš. Ja. Če bi ga spoznal na U12, bi vedel točno, da želi samo profi, ga zanima, nič drugega. In tako odnos je imel tudi do igralcev vedno. Sej tisto, kar sem ga potem spoznal, ker midva sva sodelovala ravno tu, Bravo Interblok, v članski ekipi. Vem, da je profesionalc od glave do pet, ampak ta del, kje se mu je porodila ta ideja oziroma želja, da bi pa deloval v tem, pa si služil kruh s tem, to edino. Ja, že od začetka nekako sem se kot trener videl, in v bistvu je bila to za mene edina pot. Je še vedno, ne vem, kaj bi kaj druga delal v življenju. No, ko si vmes omenil, da si se zasičal, zakaj si se zasičal, kaj te je pripeljalo do tega, takrat, da si se odločil, da si vzameš nekaj pauze? Ja, predvsem to, da sem bil 7 let praktično v istem sistemu, nogometnega kluba Bravo, od praktično točke nič do tega, da smo ob hudih naporih vseh, od predsednika do sodelavcev postavili celotno nogometno šolo, potem člansko ekipo, res da vmes je bila tista druga liga Interblok, ampak je bila to nekako ekipa, ki je bila pol od Brava, pol od Interbloka, potem se vrnil nazaj v šolo. Enostavno po 7 letih sem bil izčrpan, nekako sem takšen tip, ki mora imeti neko, čutiti sam pri sebi, neki izziv, neko energijo. Težko delam ta posel samo zato, da ga delam in takrat sem začutil, da sem zasičen, da rabim pauzo, da rabim spremembo, tudi neke stvari v zasebnem življenju so se mi takrat dogajale in sem potreboval spremembo. Mogoče si ljudje ne predstavljajo od odzunaj, ko gledajo, koliko je v bistvu to naporen tempo biti takle tok pa tok sezon konstantno v tem toku noter in tudi, če si kot glavni trener v toku tekmovanj in vsega, od odzunaj mogoče zgleda luštno, ne pač vsake toliko imaš tekmo, en trening na dan delaš, ampak to je grozen tempo, ker v bistvu je diktirano in kdaj boš imel dopust in v bistvu vsi vikendi, vsi prazniki ne obstajajo, je pač sam tisti ritem tekmi, ki jih imaš in se hiter naredi. Tudi jaz sem že v bistvu imel epizodo to vmes, ko sem enostavno rabil samo odklopiti za nekaj časa, da sem prišel nazaj na zeleno vejo, pa nazaj motivacijo dobil sploh za delati.
Tako da je to kar izziv. Kaj je bil največji izziv, ker mi je to zanimivo, vi ste v bistvu klub na nek način, oziroma cel klub postavljali iz nule, kje sploh človek začne, oziroma kako ste se lotili sploh tega projekta, kaj je bilo Koliko ljudi je na začetku bilo v projektu, tako? ki je delalo? Bi rekel, kakšnih 5, 6, težko rečem. Pač takrat je gospod Klarič na pobudo nekih staršev in seveda tudi svojo vizijo imel, ustanovil klub. Šlo je za skupino perspektivnih fantov, ambicioznih staršev, ki nekako se v drugih ljubljanskih klubih niso videli, želeli so nekako na svoje. To se je zgodilo. Jaz polet, ko sem se priključil, smo takrat povabili še nekaj fantov na testiranje in enostavno se prijavili v tekmovanje U10 in pa U12 v 3. ligo MNZ Ljubljana. Se pravi, se bo treba tudi v kategoriji U12 prebiti iz 3. v 2., iz 2. v 1. ligo, ker v MNZ Ljubljana je veliko klubov. In takrat je bil kot trenerji smo delovali pokojni Roman Benges, Timotej Krajnc, trener vratarjev Miha Obrez, ki je še danes v Bravo in dela odlično delo z vratarji še danes, in jaz sam. Mi smo bili trenerji. Potem pa seveda so bili še tukaj še drugi ljudje, ki so bili, rekel, še 2, 3 izrazito vpeti in smo enostavno delali 24/7, ne, ali kako se že reče. No, vi ste štartali zakaj? 40 igralci takrat, tu nekje. Ja, mislim, da jih je bilo še manj. Okay. Naslednjo leto ste bili že na kakšni številki, s kako številko selekcij ste začeli? Trenutno se ne spomnim številkam, jaz bi rekel, da nas je bilo prvo leto, ne vem, če nas je bilo, se pravi to prvo sezono, več kot 30, mislim, da pod 30. Potem pa naslednjo sezono smo štartali, mislim, potem že z U8, da smo imeli poleg U10, U12. U12 smo se uvrstili v 2. ligo in pa mislim, da smo štartali že potem tudi U14, čakaj nisem pa siguren. Takrat je še bilo, ni bilo 15, ampak je bilo 14, kar je danes 15. Ne? To je danes U15, ja. Ja. Trenirali ste tam na Trikotniku, na Ljubljani? Tako. Ko še ni bilo umetne trave, ko še ni bilo... Ne, umetna trava je že bila, ampak je takrat pač bil seveda nogometni razred v prednosti. Pred nami po terminih je bila nogometni klub Ljubljana, FC Ljubljana, MNK Ljubljana, tako da ob tem so tam še včasih trenirali člani Interbloka. Mi smo bili nekako 4. klub, težko bi rekel, da smo se tam počutili domače, ker smo bili nek tujek, tako so nas tudi obravnavali od začetka. Kje ste bolj pa trenirali? Ja, trenirali smo, se pravi, na Trikotniku, na kjer je bila kakšna površina. Takrat je predsednik Klarič potem nam tudi uredil preko svojih povezav, da smo trenirali tudi v Tacnu. Tam so v policijskem središču tudi eno igrišče bilo in so ga malo usposobili. In to prvo sezono smo nekako tako prebrodili. Po zimi smo si poskušali najti neke termine v telovadnicah, kar je bilo malo lažje, ker je pač plačljivo, pa je vse možno dobiti. Potem pa drugo sezono, mislim, da je že bilo sodelovanje z Šmartnim, ki vemo, da ima solidne pogoje v Ljubljani. In smo tam nekaj treningov opravili, ampak ta prva, druga sezona sta bili res težki. Je bilo eno garanje v težkih pogojih, ampak bili smo zelo povezani med sabo in res smo vsi delali za ta cilj, da bi se prebili, in potem je bilo v sezono lažje, ker je bilo več otrok. Prebili smo se v višje lige, nekako otrokom smo res nudili dobre pogoje, kar nam je omogočil predsednik. In imeli smo čezdalje boljše ekipe, veliko smo mednarodno tekmovali in tako se potem prebili v U12 prvo ligo, U15, potem mislim, da smo bili
se pravi tretjo sezono, seveda v tretji sezoni smo bili že v prvi ligi U15 skozi To govoriš prva državna liga. prvo državno, tako. Ja. Prebili se pravi skozi, bili prvaki MNZ-ja, se prebili skozi kvalifikacije. V prvo 5 ligo sezonah ste bili pa potem že tudi s kadeti in z mladinci v prvi ligi. Po 4 letih. Po 4 letih. Ja. In Tako. po 4 letih ste imeli koliko otrok pol cirka v klubu? Ja, težko bi rekel, recimo 200, ne vem. Celotna piramida, od U8 do mladincev. A je to bilo že v štartu ideja ali pa cilj ali pa želja, ali ste pač štartali, ker je se pokazala potreba, potem pa bomo videli, kam nas pelje? Ja, najprej smo želeli, se pravi predsednik je imel vizijo, da bi tem najmlajšim, se pravi nekje v 10, 12, ponudili najboljše možne pogoje in smo takrat res, mogoče za trenirati niso bili najboljši pogoji, smo pa imeli odlično opremo, vse možne rekvizite, hodili v tujino na tekme, na ta način nekako animirali otroke, držali kvaliteto In dvigovali. starše. In starši na nek način Včasih še težje. potem prehiteli tudi konkurenco. No. Bilo je pa veliko borbe potem zaradi igrišč pa vsega skupaj. Se je pa vmes, to je praktično obdobje, ko je prevladovala kar dosti velika finančna kriza. Ne? Tako. Borba za igrišče je bila pa non-stop, ker si enostavno odvisen od, se pravi, od mestne občine, koliko terminov ti dobiš kot društvo. Mi smo bili novo društvo, seveda so bili vsi ostali v prednosti, ampak kot rečeno, s časoma smo si priborili svoj status in V tem obdobju si ti ves čas deloval kot trener in kot vodja nogometne šole. tako. Vsa 4 leta. Ja. Vsa 4 leta. No, na tem mestu kot vodjo nogometne šole, ne, ima pa on, naš prejšnji gost, eno vprašanje zate. Ti ga bomo kar spustili. Prosim. Kako se je vodji nogometne šole stalno soočati z pritiski staršev, pametnih, bivših fuzbalerjev, ki za svojega sina najboljše vejo, ti pa kot vodja stroke moraš biti tu nekje in se s tem skozi soočati. To vsi poznamo, ko smo delovali kaj v klubih, tudi z mlajšimi selekcijami. To tudi mene, ko sem bil 4 leta vodja šole, zanima, kaj boš odgovoril. Po eni strani zelo težko, ampak to so normalne stvari, ker normalno je, da vsakega starša zanima, kaj se z otrokom dogaja. Seveda tiste bolj ambiciozne zanima še marsikaj druga, ampak to je za mene normalno in je treba sprejeti. Seveda je včasih tudi zelo težko, ampak mi v Bravo smo postavili enostavno takšna pravila, da nekih večjih težav nismo imeli. Kakšna ste pa imeli pravila? Predvsem ob vsakem, ko je vsak otrok ali pa starš prišel v klub, smo se želeli pogovoriti, kakšno je enostavno celotno delovanje kluba, kakšno pričakujemo, da bo tudi obnašanje strani otroka, staršev. Družine so podpisale kar nekaj obrazcev, kjer so se zavezali k določenim stvarem. Imeli smo ustanovljen svet staršev, kjer je imela vsaka selekcija svoje predstavnike in nekatere stvari smo prek tega reševali. Sestanki niso mogli biti nenapovedani, se pravi starši niso mogli kar po tekmi priti ali pa kadarkoli imeti nek nepredvidljiv pogovor. Glede teh stvari smo se distancirali, želeli smo komunicirati čim bolj profesionalno, strokovno, v za to dogovorjenem času in prostoru. To je bilo v pisarni, izključno. Potem tukaj nikoli noben trener ni imel sam sestanka, ampak je bilo več trenerjev prisotnih in pogovarjali smo se o strokovnih temah in o drugih stvareh se pa enostavno nismo želeli, ker
težko se pogovarjati o stvarih, za katere nekdo ni kompetenten. Tako da moram reči, da smo imeli, seveda vedno so tudi kakšni problemi, kakšen eksces tu in tam, ampak načeloma smo imeli korektno, profesionalno komunikacijo in ni bilo nekih posebnih težav. Kot rečeno, bilo so pa zelo, zelo jasna postavljena pravila, komunikacija in tako naprej. Ja, meni je bilo samo to vedno zanimivo, da imaš postavljena pravila, imaš neke pravilnike, dogovore, tudi s trenerji sem vedno imel dogovorjeno kot vodja, da se je na začetku sezone povedalo staršem, da po tekmah, pred tekmami ni sestankov, da sestanki so vsaj en dan kasneje in da nikoli se ne opravljajo sestanki na ulici, ne. Je pa zelo težko, ko ti pride starš in zahteva takoj sestanek in ko mu ti začneš razlagati, ko je v tistem žaru, v tistem zaščitniškem tonu do svojega otroka, ki želi vse rešiti takoj in zdaj, ne, je meni bilo ene dvakrat, trikrat prav tako težko se zadržati in držati nek nivo komunikacije, ko te nekdo žali in se dere za tabo po ulici, ne. Smo pa potem normalno, naslednji dan obvezno, takrat smo bili vsaj trije vedno v pogovoru, zato da smo imeli lahko nek normalen pogovor in da imaš potem tudi verjetno za mirnost vseh nas neke priče, da vemo, o čem smo se pogovarjali in da vemo, pri čem je zadeva bila. Ne. Ja, sigurno pride tudi do težkih trenutkov, sploh ko so glave vroče. Seveda tudi nam se je dogajalo, da so prišli starši z otrokom po tekmi ali pa pač tudi v kakšni drugi situaciji in zahtevali spisnico. In pač tudi te stvari so se zgodile, ampak se dogajajo vedno in povsod, se tudi bojo. Sestavni del, ja. Ja, nekako smo vseeno spravili komunikacijo in sodelovanje na tak nivo, da so stvari tekle naprej. Seveda, kot rečeno, bili so pa tudi kakšni težki trenutki, kak nepričakovan odhod in tako naprej, ker nogomet tudi sestavljajo čustva, pa ne samo nogomet, treba to vzeti v zakup. Mislim, da je pa najbolj pomembno, da ljudje, v katerem klubu že so, da je pomembna predvsem ta profesionalna in strokovna komunikacija. In s tem lahko kot vodja ali kot trener največ narediš, če to ni dovolj, pač ni dovolj. Jaz bi te tu vprašal, ti si v vseh teh letih deloval kot vodja in kot trener. Tako. Kaj to je zate pomenilo iz vidika minusa kot trener in minusa kot vodja nogometne šole? Ali se tebi zdelo, da lahko to menedžiraš skupaj dosti kvalitetno? V začetku se mi je zdelo, da ker je bila skupina majhna, nismo še imeli celotne piramide, da smo to sorazmerno dobro peljali. Bil sem zadovoljen s tem, kako se je klub razvijal. Imeli smo odlične odnose med sabo, trenerji. Seveda potem z leti, ko postaja piramida vse večja, od 8 do mladincev članov je to vse težje. Dober, če govorimo zdaj predvsem to 4. leto, vi imate 200 otrok, ti imaš v piramidi, ste imeli že, ne vem, 15 do 20 trenerjev verjetno. Ja, pa recimo 10, ne vem, ne spomnim se, da je točno na pamet, ampak ja, 10 sigurno. Vi ste dosti hitro imeli po 2 trenerja na selekcijo, ne? Tako, ampak ne zato, da bi zdaj imeli v 10 selekcijah 20 trenerjev, ampak smo enostavno drugim pomagali. Ampak kakorkoli obrneš, ne, vsak glavni trener je bil pomočnik tudi nekje v neki drugi selekciji. Imaš 12 trenerjev, imaš svet staršev, imaš obveznosti do vodstva kluba, ki verjetno ni več sestavljalo samo enega človeka, se pravi, imaš upravni odbor, s katerim tudi komuniciraš. Hkrati skrbiš za svojo selekcijo, se pripravljaš na treninge, kjer bi naj bil maksimalno angažiran do igralcev, do staršev, do celotnega tekmovanja. Sprašujem te, da tako malo navežem. V Celju sem deloval 1 leto kot vodja in kot trener. Res je, da jaz nisem bil profesionalen v tem času, ne, ampak sem že deloval potem pač
kot športni pedagog v šoli, tako da jaz dopoldanskega časa nisem mogel izkoriščati za te stvari. Je pa drugo dejstvo, da v terminu, ko sem jaz imel treninge, so imeli praktično treninge tudi ostali trenerji in ti zelo težko komuniciraš, kaj se dogaja na terenu, ker nimaš vpogleda, zelo težko hodiš na druge tekme, ker imaš v istem terminu ti tudi svoje tekme. Že tudi potem, ko sem bil samo vodja v Rudar Velenju, samo vodja nogometne šole, se ti malce postavlja prioriteta, da si več na kadetskih tekmah, mladinskih in U15 in malce že zapostavljaš ogled tekm, rečemo, mlajših selekcij. Zdaj, če že treninge, recimo, lahko pač prideš ob 3, pa si ne vem, do 7, 8 zvečer, pa hodiš od igrišča do igrišča, pa se stankuješ, pa se komuniciraš z ostalimi. Koliko si ti doživljal, rečemo, pomankanje te komunikacije ali pa vpogleda, kaj drugi trenerji delajo? Ja, jaz tiste leta, prva 4 leta, bom rekel, sem se dobesedno raztrgal, kar pomeni, da sem zjutraj ob 8 se zbudil, šel v klub, v pisarno, bil v pisarni do recimo 3, podobno tudi, ne samo jaz, tudi ostali. Potem pa sem bil na igrišču do 8 zvečer, ker sem najprej gledal kak drug trening ali pa kom drugim pomagal, vmes naredil svoj trening, po svojem treningu ostal še na kakem sestanku ali pa še kak trening gledal in da sem potem vsak večer še od 9 pa doskrat do 2 zjutraj še na računalniku delal. Nekako smo to zadevo peljali, sigurno bi lahko jo izpeljal bolje, če bi delal samo eno ali pa drugo stvar, ampak te 4 leta je nekako šlo, in da sem 4. leto potem vedel, da tako ne gre v nedogled, da tudi enostavno je klub preveč zrastel, sploh zato, ker so nekako člani bili tudi še spadali pod nogometno šolo, oziroma na nek način jaz vsaj deloma bedel tudi nad člani. In po teh 4 letih sem jaz vedel, da so stvari prišle tako daleč, da sem potem jaz vedel, da bom mogel ostati samo še vodja ali samo še trener. In potem smo se v klubu pogovorili in potem sem prevzel člane v 4. ligi. Nisem pa več bil vodja šole, tako da sem se potem ukvarjal samo še svojo ekipo. Se pravi, nekaj časa je šlo, ampak to je, kot rečeno, takrat sem res ekstremno veliko delal, kar je imel posledice tudi v zasebnem življenju. Kaj bi ti danes enemu direktorju v klubu ali pa predsedniku svetoval, ima vodjo nogometne šole, ki bo samo to upravljal, ali lahko nekdo upravlja oboje? Če je to neka običajna celotna piramida, potem je nekdo samo vodja. Tukaj pa sem pač jaz od začetka bil vodja in trener, ker smo imeli 2 ekipi, potem 4. Dobre, ta del razumemo, ne? Nekako smo potem peljali to zadevo. Bil si kot ona žaba v topli vodi, ko počasi plava. Tako. Ampak je to zelo naporno. Mislim, ni vzdržno na dolgi rok enostavno. Ne. Bi verjetno si moral že po 5 letih vzeti isto pauzo, če bi tako nadaljeval, ne šele po 7. Ne, meni je potem vsem bilo lažje. Na nek način sem potem šel na člane v 4. ligo, ker vedno sem si bolj želel biti trener kot nek vodja šole. In jaz sem to člansko ekipo vodil, katerokoli ekipo vodim, jo vodim najboljš kar znam in meni ni bila to razlika, ali vodim U15, kadete, mladince, člane, U12, neke hude razlike nisem videl. Ob tem sem bil pa razbremenjen vodenja šole in vsega ostalega in je bilo to na nek način za mene kar razbremenitev, oziroma mi je bilo lažje. Kako bi pa rekel, da so ti v bistvu vse te izkušnje doprinesle pol k tvojemu sam trenerskemu delu, to, da si v bistvu postavljal na nek način klub gor, bil vodja šole, imel vpogled v celotno delovanje za kulisje, ali bi rekel, da ti je to prednost tudi pol, da ti je kaj prineslo čist pri vodenju igralcev ekipe, ali ti je mogoče bilo celo breme, ker si vedel preveč, kaj se dogaja stvari v zadnji, ali kak je ta dinamika? Mi je bilo v veliko pomoč. Mislim, dobil sem neprecenljive izkušnje v vsaki kategoriji, tudi moram reči, že trenerski tim smo zelo pazljivo izbirali
in smo poskušali biti v takih odnosih, ko smo bili na začetku, zelo veliko smo sodelovali. Dostikrat se je zgodilo, da je bilo na treningu neke ekipe, da smo bili 3-4 trenerji, kar je bilo takrat v Ljubljani nekaj povsem novega. Mi smo res sodelovali, en drugim pomagali in od vsega seveda se tudi nekaj naučiš, vsaka sezona ti prinese nova spoznanja. Se v bistvu, mi se tudi v podcastu velikrat menimo, da je delo sodobnega trenerja, ko v bistvu vse teži k temu, sploh v članskih selekcijah, da imaš pomočnike, da imaš cel strokovni tim za sabo, da si v bistvu v glavnem menedžer bolj kot trener. In v bistvu tu si se v teh 4 letih ti učil menedžerirati ljudi okrog sebe, kar sigurno se pol tudi prenese čez v to delovno okolje kot trener, da lažje deluješ znotraj nekega tima. Ja, seveda. Tim trenerski in tudi, zdravniški in vsa tehnična podpora v klubu je rastla in seveda bilo je čezdalje več tega nekega koordiniranja, ampak skozi to se seveda vse učiš, nekaj svojih napak, nekaj vidiš drugje in vsako leto definitivno, vsako novo sezono pride z novimi spoznanji. Leto starejši, leto pametnejši. Tomaž, kako ste pa imeli coaching za nove trenerje, ko ste jih dobivali v klub? Predvsem smo zelo pazljivo jih izbirali. Ob vsem tem času, kar smo porabili za svoje delo, smo, če se vrnem nazaj, kar se vikendov tiče, mi smo enostavno cele vikende hodili po tekmah, gledali svoje ekipe, druge trenerje in potem tistega, ko smo izbrali, smo potem poskušali tudi uvesti v nek naš model celotnega delovanja. Tukaj je bilo med tistimi, ki smo že bili v klubu, so bile naloge razdeljene po projektih in seveda smo vsakim novim trenerju poskušali predstaviti neke značilnosti v našem modelu celotnega funkcioniranja in seveda tudi treniranja in igranja tekem. Tako da novi trenerji so tukaj od začetka zelo veliko sestankovali, potem pa seveda so prevzeli svoje ekipe in moram reči, da smo imeli kar srečno roko pri izbiri. Mislim, da smo imeli kar nekaj dobrih trenerjev. Zdaj, ko si rekel ta model, kaj so bile glavne usmeritve v klubu oziroma kako ste imeli postavljen ta sistem? Kaj so bile mogoče posebnosti pri vas, kar drugje niso delali? Zdaj si že par stvari povedal, da ste imeli... Ja, predvsem to sodelovanje. Bilo je jasno, da se bomo tolikrat in tolikrat na teden dobili, da bomo sestankovali. Včasih so nas v kakem drugem klubu hecali, da v Bravo sam sestankujemo. Ampak enostavno smo res veliko časa prebili skupaj do podnevih, predebatirali razne stvari, šli skozi različne projekte, kaj se kje dogaja, predebatirali stvari pri vsaki ekipi, neko res timsko delo. Ste imeli že dorečen, kar se tiče modela igre velikega nogometa, pa takrat je predvsem se igralo 7-7, 4-4 še ni bilo, pa 9-9 še tudi ni bilo. Ta dva modela ste pa že imeli določena ali pa dogovorjena, kaj se bo in na kak način se bo igralo. In ste pa tudi stremeli k temu modelu. Prvi 2 leti smo nekako tukaj stvari postavljali, izboljševali in seveda, sigurno bi lahko imeli, če danes pogledam, bi morali imeti model igre še precej bolj določen, ampak takrat smo vsem kar dobro imeli postavljen samo igro, kaj si želimo in seveda moramo sprejeti tudi vsi novi trenerji. Predvsem so bila neke izhodišča, neke smernice, imel pa seveda vsak trener tudi kar veliko svobode. No, svetko to je vedno ta igra med tem, koliko dopustita nekomu, da vnese svojo taktiko, to smo, svoje posebnosti, to smo tudi z Verdenikom govorili, koliko pa se držati v bistvu tiste rdeče niti oziroma koliko ozko usmeriti delovanje v klubu.
Preden bi šli na članski nogomet, bi te samo vprašal še, ali v obdobju, ko si bil še vodja nogometne šole, ste že vključevali tudi druge strokovnjake, kot kondicijske trenerje, fizioterapeute ali pa karkoli drugega? Ker zdaj zadnjič smo govorili z Evo, je rekla, da že se tudi ta del precej razširil v NK Bravo. Ja, fizioterapeutka je bila prisotna, mislim, da že od prve sezone takoj. Ja, sigurno, no. Tudi bila personalno vpeta v delo, tako da na tem področju smo bili pokriti. Kar se tiče kondicijskih trenerjev, od začetka seveda jih niti nismo toliko rabili, glede na ekipi U10, U12, kasneje pa so se določeni trenerji specializirali za to področje. Tako da ste že imeli tudi. Kaj si pa pogrešal, pa da bi si želel, da bi še imel v tistem obdobju, ali pa če bi danes rekel, kaj bi še ti želel imeti od strokovnjakov znotraj tima si v eni nogometni šoli? Takrat moram reči, da res je bilo zelo dobro poskrbljeno, tako da praktično večina stvari, ki smo si jih želeli, nam je vodstvo kluba tudi omogočili. Če pogledam za nazaj, bi pa si želel imeti tudi vsaj potem nekako v tretji sezoni analitika. To je danes eno od takih področij, brez katerega se več ne da, ne. Sigurno. Pri razvoju mladega nogometaša obvezno. Ok, če gremo zdaj, ti si sicer že v NK Bravo treniral člane, ampak resni člani, z vsem spoštovanjem. Sicer ste igrali drugo ligo, no? Tako kot sem mogoče jaz sam začutil, pa delam zdaj krivico, no? Resno člane si doživel pa ti v Krškem. Kako ti je bil ta prehod? Deloma se strinjam, ker tisti člani v 4. ligi so bili ena posebna izkušnja, ne? Niso bili samo mladi fanti, ampak so bili nekateri stari tudi 25 in tako naprej. Res pa, da je bil to 4. ligaški nivo, ampak tista sezona v 4. ligi je meni zelo veliko dala, ne. Medtem ko potem v 2. ligi smo imeli pa res izrazito mlado ekipo, kjer je bilo, bom rekel, polovica praktično mladincev, pa prvo leto člani, Šporar, Zajc, Dervišević, Vrhovec, Bajde, so bili res vsi prve korake delali v članski kategoriji, tako da tista ekipa je bila potem mlajša kot prejšnjo v 4. ligi, ne. Plus Dejan Grabič, je bil v bistvu članski trener. Res izkušen, pa Dejan Robnik, da sta bila izkušena nogometaša. Robnik, ja. Ok, ampak v Krškem si potem tako še v tem članskem nogometu naredil en velik korak. Prvo, da si vzel to drugo ligo, se pravi ekipo v 2. ligi, ki si jo potem tudi pripeljal v 1. ligo. Pa potem tudi preživel nekaj časa v 1. ligi. Sam prehod, tudi če že gledamo pač ekipe, ki si jih treniral, se pravi ta Interblok Bravo, sam prehod iz mladinske šole v članski nogomet je tebi naredil neko razliko v pristopu, v odnosu, v čemerkoli? Pa niti ne tako mogoče velike, kot bi si kdo mislil. Meni, kako sem že prej omenil, vsaka ekipa, katerokoli vodim, seveda so specifike, ali nekdo star 13-14 let, ali 18, ali 25, ampak na nek način bom rekel, trening je trening, tekma je tekma in jaz osebno nisem čutil nekega strašnega preskoka ali pa kakršnekoli druge razlike. Nogomet je nogomet, vedno sem vedel, kaj na igrišču želim, tako na treningu kot na tekmi in ne vem, jaz tega nekega, da bi bila to dva različna svetova, sploh ne čutim. Meni je to na nek način skoraj enako, ne. Jaz sem dobil eno vprašanje, kaj je meni lažje bilo trenirati? Člane ali pa, ne vem, kadete mladince? Kaj je bilo tebi lažje? Je kaj razlike? Težko bi rekel, prej bi rekel, da ne, da ni razlike. Igor?
Meni zagotovo je razlika. Mislim, da pri članih se takoj odlepijo starši stran in je že nekaj manj pritiska mogoče iz tega vidika. Sama komunikacija je mogoče meni vseeno lažja z člani, kot pa z nekimi kadeti, ki imajo hormone, tiste res najhujše, ne vemo, kaj vse se pač dogaja. Mogoče iz tega vidika je meni največja razlika. No. Ker vemo točno tudi, da mladinci zadnjo leto, ko so sploh potem ta spomladanski del, je milijon vprašanj, kje bojo, kaj bojo, večina se zalupi v tem cajtu. A bojo igrali lahko na nekem nivoju naprej nogomet, sploh če so igrali prvo mladinsko ligo, bi vsi želeli tako igrati prvo člansko ligo, a bojo šli študirati. Tako se mi zdi, da tega v članskem nogometu ni. Ampak so pa malo drugačno vprašanje, ampak zelo podobno. Pač. Vsaj meni se zdi. Pač. So mogoče pa neke družinske stvari, ali pa ne vem, še vsem sprašujejo, kaj bo pa čez 3 mesece, ko mu pogodba poteče, a sem sposoben igrati v prvi ligi, a sem sposoben igrati v tujini. Nekdo dobi otroka, nekdo si psa zamisli, nekdo se seli. Se pravi, teme so malo drugačne, ampak problemi pa zelo podobni. Ja, so, ja. Meni je bilo predvsem to, da je več je te direktne komunikacije, manj je tistih vmesnih nekih posrednikov. So neki menedžeri, s katerimi pač si verjetno bolj kot ne v nekem rednem stiku, tudi ker te sprašujejo, kako se odnosi, pa a delajo, pa ostale težave, ki jih se rešujejo z upravo gor. Ampak se mi vseeno zdi, da teh strastnih pritiskov, tako bom rekel, kot jih pa ti doživljaš od U10 pa do mladincev, teh zaščitniških staršev, jih pa ni. No. Mogoče jaz sem tu največjo razliko videl. No. Pa nogomet vse delno se spremeni. Je bolj miren, manj je tega divjanja, tudi se vidi takoj, da igralci malo več taktično rešujejo določene stvari. No. To je pač moje mnenje. No. Zdaj, v drugi ligi vi ste pač naredili v Krškem tako, kar eno tako veliko euforijo, ne, tudi posnetki z vsemi bakljadami, ko ste se uvrstili v prvo ligo, so, bom rekel, zaznamovali verjetno tisto obdobje. Koliko ti je bil velik preskok prvo iz, ne vem, mladinske šole v drugo ligo in potem iz druge lige v prvo ligo, kar se tiče igre, tempa in ostalih stvari? Največji preskok mi je bil v nekem organizacijskem smislu, bolj kot v samem treningu, v sami igri. Se pravi, seveda so razlike, mladinska šola, druga liga, prva liga, tudi v smislu treninga, taktike in teh stvari, ampak sam tega nisem toliko občutil, ali pa mogoče pač sem bil pač malo bolj umirjen, pa sem bil mogoče pripravljen neke stvari. Seveda tukaj nisem čutil nekega blaznih sprememb, smo pa v Krškem na splošno čutili veliko spremembo med drugo pa prvo ligo, v organizacijskem smislu vsem, kar spada zraven, ker klub na to prvo ligo ni bil pripravljen, ne, v nobenem pogledu in potem je bilo to zelo težko, bolj za klub kot za mene, ampak takrat pa z neko podporo navijačev, z neko euforijo je se potem vse šlo v pravo smer, tako da smo dobro funkcionirali ti slabi 2 sezoni, koliko sem bil jaz prisoten kot prvi trener. Kaj je bilo tebi ključno, da ste bili dobro kondicijsko pripravljeni, da ste bili dobro taktično pripravljeni? Kje se ti zdi, da je bilo ali dobra selekcija, ali kje ste zadeli, da ste lahko pol igrali to prvo ligo? Ja, ta drugoligaška ekipa je bila že kar nekaj časa skupaj, ne? In ko sem jaz prišel, sicer mislim, da je bilo Krško nekje 7., 8. na lestvici, v 10 klubov, smo celo tiste prve tedne trepetali za obstanek v drugi ligi, kar je bilo nekako že tak tradicija v Krškem. Vsi skupaj pa tako fantje, kot so nekako verjeli, da so sposobni več in
jaz sem tudi verjel to, da so sposobni več in skupaj smo začeli graditi neko zgodbo na dolgi rok. Sicer smo potem po enem letu pa pol prišli v prvo ligo, na začetku smo si nekako zadali, da bi poskušali v 2 letih pa pol, ampak nam je že prej uspel. Ekipa je bila zelo povezana, ne. Ekipa je bila povezana, ni bila neizkušena. Jaz sem potem sicer dodal nekatere še mlajše fante, ampak kar neki fantje je bilo, ker je imeli že kar veliko nastopov v drugi ligi za sabo in nekako smo živeli za to ambicijo, da pa mogoče prvič v zgodovini kluba pa lahko naredimo nekaj več, kljub temu, da so takrat nekateri klubi bili pred nami v vseh pogledih, Aluminij, Radomlje, Triglav, Dob. Ampak potem nam je to z nekim res trdim delom in dobrimi odnosi uspeli priti do tega, da smo se najprej borili za prvo ligo. Ko smo se pa začeli boriti, so pa fantje še bolj začeli verjeti in predvsem se je začelo zbujati tudi okolje, da smo na tistih potem ključnih tekmah imeli že podporo pravo s tribun. Na tistih prvih tekmah, ko sem bil trener, je bilo od 80 do 150 gledalcev približno na tekmah, potem pa se prav čez kako leto počas 300 pa 500 in tiste ključne tekme, zadnja tekma z Aluminijem je bil praktično stadion že premajhen za vse, je bilo tistih 1470 sedišč, koliko približno je premalo in enostavno se je pa neka energija zgodila, ta kemija v ekipi, ki se je gradila z trdim delom, se je prenesla tudi na vse ostale v klubu, posledično na gledalce in tako nam je uspelo priti v prvo ligo. Potem pa nas je enostavno nosila publika. Mi smo to prvo sezono v prvi ligi imeli povprečje 1300 gledalcev na tekmo, kar je bilo fenomen za slovensko ligo, za ta klub. To je bilo za Mariborom pa za Olimpijo smo imeli 3. obisk, se pravi 1300 povprečje je res nekaj ekstremnega. In od tega, da smo tiste prve 2 tekme zmagali na to euforijo, pa bili en teden prvi na lestvici, do tega, da potem je seveda prišla realnost, ki sem se jaz zelo zavedal, da smo padli na zadnje mesto, pa bili kar nekaj mesecev zadnji. Ampak tiste 3-4 ukrepitve, ki smo jih lahko imeli, ki smo jih lahko pripeljali, smo zadeli in potem čez zimo smo spet trdo delali in potem pomlad smo imeli res odlično. Mislim, da smo imeli takrat, če se sam spomladanski del, če se gleda, mislim, da smo bili 3. ali 4. na lestvici, končali smo kot 6. Čeprav smo se pol lige takrat borili za obstanek, vsi so nas nekako naprej odpisali, ampak kot rečeno, mi smo spomlad bili res dobra ekipa, ne. Tudi v smislu kvalitete, kar v jesen še nismo bili, spomladi smo pa že bili prava prvoligaška ekipa. Koliko si pa čutil pritisk, rečemo, strani uprave v trenutku, ko si bil zadnji, pa ko ste nekaj časa sedeli na zadnje mesto? Ja, jaz bom tako rekel, A ste imeli dolgoročen dogovor vseeno in so ti dali vedeti, da bojo ostali? Večina je verjela v mene. Jaz dostikrat se hecam pa rečem, da sem bil najprej, ko smo prišli v prvo ligo, sem bil za vse najboljši trener na svetu, ne. Potem sem bil čez 3 mesece, ko smo bili zadnji, sem bil kar naenkrat postal najslabši trener na svetu in seveda ob vseh gledalcih, ki so prišli, ki so neke zmage videli, potem tudi marsikdo ne razume, kako si pa zdaj lahko kar naenkrat zadnji. Seveda tudi določeni ljudje v klubu tega niso razumeli in seveda so bili tudi pritiski. In takrat, ko smo bili trdno na zadnjem mestu, so verjetno tudi razmišljali o tem, da o kakšnem drugi možnosti poleg mene. Ampak nekako smo zdržali. Parkrat smo šok terapijo kar sami naredili v garderobi. Na kak način? Na vse možne načine smo se nekako poskušali, ampak nikoli nismo, mislim, da smo imeli največ 3 zaporedne poraze, pa 4. tekmo pa nekako 0 zvlekli, pa kakšno zmagali, pa spet 3 poraze, ampak nekako smo na vse pretege, na vse možne trike strokovne in
kakšne drugačne, se vsak časa znašli, vzeli neke točke, se prebili do zime. Po zim sem pa jaz vedel, da čez zimo v tistih 2-3 mesecih, če bomo naredili prave korake, če bomo delali tako, kot sem si jaz zamislil, da bomo uspešno tudi zgodili. A si obdržal isti tim skozi zimo, kar se tiče strokovnega dela, ali ste kaj dodajali, kaj pojačali ekipo? Takšen tim, ki smo imeli mi v Krškem, je bil tako ozek, da rekel, to je bilo za drugo ligo, rekel, pod povprečjem. In niti, ko smo prišli v prvo ligo, ga nismo kaj mogli nadgraditi. Vsaj v tej prvi sezoni ne. In to je vsemi timi, ki jih danes poznamo, samo 5 let kasneje, je bilo to vse skupaj, rekel, malo smešno, ampak smo pa imeli toliko večjo povezanost pa željo, da smo uspeli. Kaj to pomeni? Si bil ti pomočnik trenerja, pa trener golmanov, pa maser. Kak bi si pa ti želel neko idealno trenerski štab ali strokovni štab, da tako prav rečem, danes, da bi tebi bil idealen? Jaz, seveda, potem, ko sem vmes bil v Celju, je bilo tam, so bile stvari že drugačne, ne. Če bilo toliko sprememb po kratkem času, da se niti nismo tako na hitro ulovili. Tako da jaz potem nek tak pravi štab strokovni sem srečal šele v reprezentancah, tako v smislu nekih medsebojnih strokovnih debat. To je tudi en od razlogov, zakaj sem takrat si želel priti v reprezentanco, ker sem vedel, da so tam resni ljudje z znanjem, ki sodelujejo med sabo, pa tudi potem znotraj same določene reprezentance smo ponavadi, kadar je šlo za resne tekme, za kvalifikacije, se pravi, je bilo 8 ljudi nas v štabu, kar je bilo to seveda za prej klubske razmere, je bilo to wow. Se pravi, je bil selektor, je bil še nekdo drug selektor kot trener, je bil trener vratarjev, fizioterapeut, doktor, tehnični vodja, se pravi, bilo nekako 8 ljudi. In to je seveda, to že nekako zgleda, ne. Seveda potem, ko vidiš druge reprezentance, sploh te malo močnejše, spet vidiš, da je to daleč od tistega, kar imajo oni. Ampak v nekem takem štabu se da neke osnovne zahtevam zadostiti po resnem tekmi. V teh mlajših reprezentancah ste imeli analitika? Ja, je, ampak je bil pač, se pravi, Dejan Kopasič, ki še zdaj deluje. Tako, za A reprezentanco in za vse mlajše skupaj, ne. Tako da... Ampak to je verjetno malo premalo ena oseba, da lahko kvalitetno vse skupaj pokrije, ne? Ja, bi moral biti nekdo ves čas na voljo samo za mlajše reprezentance, pa še to moramo vedeti, da seveda bi ta človek lahko vse to podelal, ampak je nemogoče vse oddelati v točno določenem terminu, ker ko je FIFA okno, pomeni, da so 3 reprezentance, 4, lahko 5 reprezentanc naenkrat zunaj. In takrat je pač analitik za reprezentanco z 21 ali pa če ga tam ne rabijo, eventualno z U19 in seveda potem reprezentance U17, 18, ostaneš brez njega, ravno takrat, ko ga najbolj rabiš. Kaj si pa ti opazil, da so druge reprezentance imele napram vašim, zdaj, ko smo že pri reprezentančnem nivoju? Več trenerjev, več analitikov, več fizioterapeutov. Lahko dam sam primer ki ga vedno poudarim, ko smo bili na kvalifikacijah U17 v Nemčiji in smo 3. odločilno tekmo igrali z Nemci, sprav z domačini. Oboji smo potrebovali zmago za uvrstitev na prejšnji krog kvalifikacij. In Nemci se videli, da so pred pritiskom in mi smo se zvečer hecali, ko nismo vedeli, smo se še odločili, kdo bi igral, zakaj bi igral, pa smo se hecali. Pa najbolj, da kar Nemce vprašamo, ker tamle so 3 analitiki praktično 24 ur na dan bili v avli na laptopih, ne, in so sigurno več vedeli o nas, ker mi sami vse prijeli. Ja, se to je, če greš tudi tekle čez poletje na
nekako priprave, ko prihajajo te v bistvu ekipe večje, ali angleške, ali ruske, ali kakorkoli. In vedno si fasciniran, ko si zraven, ker je pač več ljudi hodi okrog, ko je pa tistih igralcev na terenu dejansko. Ne? Tako. Ta štorija, ko je tudi Jernej Javornik večkrat pove, ko je bil s Chelseajem na pripravah, ko je rekel 25 igralcev, pa 50 do 60 ljudi iz osebja zraven. Od kuharjev naprej. Ja, pač v bistvu vse pripeljejo s včasih sabo. se ti zdi, ali pa zgleda to nek balast. Se lahko majhna skupina ljudi naredi zelo veliko. Ne? Prideš, ne vem, na 80% na pamet govorim tega dela, ki mora biti opravljenega, potem pa rabiš vsega naslednjega, ki ti bo dal samo 2% ali pa 4%. Ne? Ampak bolj ko ta nivo spoznavaš, potem bolj vidiš, da je vsak tam z razlogom. Ne? Niso tam zato, ker bi imeli preveč denarja ali pa ker nima kaj druga početi, ampak je vsak ta človek s točno določenim namenom, da so vse podobnosti v določenem trenutku po domače povedano. V bistvu so razlike toliko majhne že na tem nivoju, da res potrebuješ, tako si rekel, vsak procent loviti, pa vse šteje. Te lahko jaz vprašam za primerjavo malo tega selektorskega dela napram samega dela trenerja. Zdaj, ko si rekel, v Krškem je prišlo to zimsko obdobje, 2 meseca pa pol, ko se skoraj trajajo priprave in si ti kot takrat tudi kondicijski trener v Krškem poskrbel za to, da ste se dobro kondicijsko pripravili. Koliko sploh lahko selektor vpliva na določene stvari v primerjavi s tem kot trener v klubu? Se pravi, na samo kondicijsko pripravo verjetno precej malo, tudi glede na to, da so zdaj večina igralcev ti prihaja iz teh boljše organiziranih klubov, kakorkoli obrnemo, so verjetno to Maribor, Olimpija, Domžale, večina igralcev verjetno dobivate od tukaj, pa potem nekaj še iz tujine, ker so že prodani, pa nastopajo za tuje klube. Ali lahko sploh vi karkoli, kar se tiče kondicijske priprave, vplivate in kaj to pomeni za tiste 3-4 dni, ko si v tem reprezentančnem oknu, ko se pripravljaš za 2 prijateljske tekme, kako se pripravljate na zadevo? Je to ogromna razlika ali je to dosti podobno? Razlika je ogromna. Jaz moram reči, da sem imel to na nek način srečo, da ko sem prišel v reprezentanco, da sem prve mesece bil priključen k ostalim selektorjem, se na nek način učil vsega, videl sploh, kako stvari tečejo, preden sem s svojo reprezentanco prišel do prvih tekem. Tako da, ko sem prišel jaz s svojo reprezentanco do prvih tekem, mislim, da sem bil že kar solidno pripravljen. Če bi pa čez noč imel neko akcijo in šel v tekme, bi pa verjetno bil to en kolaps. Zadeve so povsem... Bi se ukvarjal s stvarmi, ki niso pomembne v reprezentanci? Predvsem organizacijsko, kako se vsega skupaj lotiti. Tudi strokovno, ampak še bolj organizacijsko, logistično glede vsega skupaj. Zdaj v klubu imaš čas. V klubu, jaz vedno rečem, če igralec kondicijsko ni pripravljen, kriv trener, ni kriv igralec. Tudi v tehnično seveda lahko veliko iz igralca narediš. Seveda ne boš zdaj iz nekoga, ki je tehnično slab, naredil tehnično dobrega, lahko ga pa praviš, jaz rečem, v neko formo tehnične izvedbe. Enako velja za taktično pripravljenost in tako naprej. Se pravi, v klubu lahko gradiš načeloma, če imaš čas, če niso v ozadju politične igrice, kar je tudi nažalost prevečkrat. V reprezentanci smo mi največkrat se dobili v nedeljo, včasih v ponedeljek, tekme so bile že torek ali četrtek, se pravi si dobil maksimalno za 48 ur igralca prej in to utrujenega. Se pravi, razen kadar je bil nek večji turnir, kvalifikacije, smo imeli zbor 4 dni prej, se pravi si 4 dni pred prvo tekmo dobil igralca, ki je bil prav tako utrujen, prišel iz tekme. Tako da v reprezentanci z kondicijskega vidika se ukvarja samo z regeneracijo
in potem za aktivacijo. In vmes še malo s preventivo pred poškodbami, in to so vsi trije pojmi, ne. Se pravi, regeneracija, preventiva, aktivacija. To je vse. Druge stvari tam ne moreš delati, že iz teh stvari delamo znanost, iz vsake minuto, kaj narediti, da bi igralci čim prej spočili. V reprezentanci si imel kondicijskega nismo. trenerja? Do leta 2021, se pravi, nismo kondicijskega trenerja. So verjetno tak fizioterapeuti bolj podelali ta del regeneracije. Neki pomočnik, neki trener, neki fizio, ne. Predvsem bilo treba zelo načrtovati, kdaj bo kdo prišel v reprezentanco, ali bo to koliko je tu recimo individualnega pristopa, zelo veliko. Oziroma, če začneš mogoče prej, kako potekajo ti tedni ali pa meseci pred nekim zborom, pred neko predvsem akcijo? to, se pravi, Ti ne sediš doma pa čakaš, da bo akcija. Potem se moraš ti kot selektor pripraviti in moraš poskušati vplivati na to, skozi komunikacijo z igralci lahko vplivaš na to, ali bi oni prišli malo bolj pripravljeni, malo slabše, ker so oni spet odvisni od klubskega trenerja, ampak vseeno ti z nekim povratno informacijo, na podlagi tudi izkušenj, ki jih je ta igralec že imel, mu se lahko vsaj daš še vedeti, kaj mora on v klubu še popraviti, v smislu te pripravljenosti, seveda tudi v komunikaciji z klubskim trenerjem, da on pride v čim boljšem stanju, ne. Potem pa je zelo odvisno, kaj bo on, če je ob 6. zvečer končal tekmo v soboto, na pamet govorim, v Ljubljani. Ponavadi smo mi poskušali vplivati že, kaj bo tisti večer počel, ne. Vsaj jaz sam nisem prepuščal naključja to, da bi zdaj, ne vem kaj, vsak klub ima verjetno svoj protokol, ampak veliko klubov tudi nima protokola po tekmi. Mi smo poskušali že fantom dati neke informacije, kaj naj oni ob 6., 7. zvečer, ko pride domov, naredijo glede hidracije, glede prehrane, glede spanja. Poslali smo jim že kakšne posnetke glede modela igre, se pravi, da on že tisti večer poskuša vsaj malo preklopiti na to, kar ga čaka potem v nedeljo, ko smo recimo imeli zbor ob 12, ob 2, kadarkoli, ne. Potem pa strogo načrtovana vsaka minuta, kaj se bo jedlo, kako bomo dokončali regeneracijo, kaj bomo ta prvi dan počeli, kdo je igral 45 minut, kdo je igral celo tekmo, kdo ni igral, in tako naprej. Tako da ta prvi dan je bil vedno, vsaj meni, najtežji, da vedno prvi dan zvečer je bila moja glava takšna, od vseh informacij poskušaš še s vsakim fantom čim prej malo pogovoriti, zato da bi jih v teh prvih urah čim bolj nekako dal na skupni imenovalec, ne. Torej jih probaš postaviti vse v približno enako stanje pol z drugim, tretjim dnem, da lahko delaš kot ekipa pol naprej. Kako pa poteka to spremljanje v bistvu, ko si rekel prej, da ti itak v bistvu verjetno spremljaš igralce, kako potekajo njihove sezone, a to potem poteka tudi v smislu, da greš ti v živo tekme pogledati, greš v klube, jih obiščeš, ali je to samo posnetki tekem, pogovori, telefonski, kako te stvari predvsem čisto v praksi delujejo? v živo. Mislim pač, ogled predvsem prvenstvenih tekem, prijateljskih tekem, tudi ogled treningov, ker edino takrat se lahko v miru tudi malo pogovoriš s klubskim trenerjem, z igralcem, ker na prvenstveni tekmi vsaj jaz osebno sem prišel gledati, sem na daleč pomahal in to je to. Nisem želel takrat niti motiti klubskega trenerja, niti tega igralca, tako da sem poskušal seveda tudi na treninge iti. Potem pa telefonski pogovori, kakšni posnetki, predvsem En kup beležk verjetno pa zapiskov, ja. Kaj kdo dela. Koliko je pa primerjava pol tekmovanje na reprezentančnem nivoju pa naše prve lige članske, če govorimo o U17 selekciji? Misliš U17 reprezentanca plus prva slovenska članska liga? Tako, ja. V katerem smislu? Na splošno? Na splošno, odnos,
ko govorimo zdaj o kvalifikacijskih tekmah, tako kot si prej omenil, ne, se pravi, tam se odigrajo te 3 tekme v roku 5 dni, se pravi, tekma 2 dni prosto, tekma 2 dni prosto, ampak v smislu tempa, organizacije, odnosa napram naše V prve smislu lige. organizacije vsega skupaj, seveda v reprezentanci mora biti na višjem nivoju. Se pravi, splanirana vsaka minuta praktično teh dni, ki smo skupaj, tudi sama priprava na nasprotnika, bom rekel, mogoče še bolj detaljna, predvsem kar se tiče točno igralnih mest. Čeprav neka ekipna priprava na nasprotnika, vsaj pri meni bila podobna kot v prvi ligi. Se pravi, pač analiziraš nasprotnika, poveš njegove dobre, slabe strani, ampak večji del je pa lastni model igre, ne. Sploh v reprezentanci mora biti ta lastni model igre zelo jasen, ker je časa zelo malo in mora vsaka vaja imeti svoj smisel, da v tistih 2-3 treningih igralci, ki pridejo vsak s svojim filmom nogometa, jih spet daš na skupni imenovalec. Tako da tukaj je veliko več tega neke videoanalitike, ker v klubu imaš ti čas, v klubu oni zelo dobro vejo, kakšen model igre igramo, imaš čas ga skozi treninge pripravljati, trenirati. V reprezentanci pa oni pridejo, nekdo iz Kopra, nekdo iz Murske Sobote, tretji iz Maribora, četrti iz Kranja in vsak je v soboto igral v svojem modelu igre, čez 2 dni bojo pa mogli igrati v reprezentančnem modelu in enostavno v tistem 1-2 treningih je to nemogoče brez podpore, brez video podpore, ki smo jo mi zelo velik poudarek dali. Sploh mislim, da tem mlajšim je to veliko pomoč, so tudi drugačne generacije, bolj navajene na računalnike, na telefone in vse skupaj. Poleg tega so Je pa v klubu tudi tega manj, ne? Tako. Tudi so te mladi igralci, tako kot si prej omenil, taktično manj informirani, imajo manj izkušenj in jim je ta nek video material lahko v veliko pomoč, ne, kaj mi od njega želimo. Zdaj, ko si oprosti, ko prekinjam, prej si omenil o tem, da vsak igralec prihaja iz svojega okolja s svojim filmom, svojim modelom. Ali se ti še vedno, ali pa ne tebi, ali se še vedno v reprezentancah dogaja, da ko prihajajo ti res dobri igralci, da prihajajo praktično z samo enim filmom in to je, da v klubu lahko počnejo skoraj karkoli in nimajo nekih navad, kar se tiče reda, discipline in tega. Se nam to še vedno dogaja? Ja, mislim, vse to je na nek način in človeško in normalno. Jaz vedno rečem, da Slovenci nismo nič manjši talenti, kot so v Braziliji ali pa kjerkoli drugje, v Franciji, Angliji, ampak nas je pa manj. In na tega našega najboljšega talenta jih je pač v neki večji državi 50, 100 in tam jih konkurenca potem vsega od teh talentov sili v neko dobro izvedbo, ne. Pri nas pa je nekdo pač najboljši v Kranju, nekdo v Murski Soboti, nekdo v Kopru, Ljubljani, Mariboru in je normalno, da njega okolje ne sili v neko maksimalno izvedbo, ne, in v tem je problem. Potem pa seveda tudi normalno, da te fantje so navajeni odločati tekme, v teh letih, saj večina jih je, še ni osebnostno popolnoma formiranih, niti igralsko in se ne zavedajo, da potem je težko preklopiti na neke mednarodne zahteve, ne. Jaz sem dostikrat v komunikaciji s trenerji jih prosil, naj ravno tem najboljšim igralcem ne popuščajo, ne. Ker se dogaja, da v klubu pač nekdo odloča tekmo, ker je pač najboljši in seveda zaradi tega tudi, če kakšen trening najslabši naredi, trener to spregleda, ker ga v soboto spet rabi. In jaz sem dostikrat trenerjem rekel, ravno tem najboljšim ne popuščati, ker edino te imajo možnost potem na mednarodnem nivoju nekaj narediti in če se jim bo popuščalo pač v ligi, na treningih, enostavno, ko bo šlo zares, v reprezentanci ne bojo mogli, ne. So pa to neke zadeve, ki pač so
so običajne, ne. Tudi ne samo pri nas, ampak tudi v drugih reprezentancah. Tako da pač vsak se na najboljši način s tem sooča in poskuša to izničiti. Koliko so pa ti igralci pri teh letih že profesionalci? A se dejansko izstopajo nekateri, ko vidiš, da so čist v tem, ker je zelo kočljivo obdobje, sploh tu 17, 16. Zelo velike razlike so, ne. Se pravi, nekdo telesno prehiteva razvoj, pa je zaradi tega odličen. Trenutno, ne, pa vemo, da bo vprašanje, kaj bo pri 19 letih, kaj šele 21, kaj šele 25. Nekdo drug je zelo, bom rekel, umsko zrel, pa telo zaostaja. Zelo različno pa tudi ne samo ta telesni background, ampak tudi nek, bom rekel, informacijski, ne, se pravi, iz kakšne družine on izhaja in tudi iz kakšnega kluba, kakšne informacije on tekom dosedanje kariere dobil. Samo razumevanje, Tako, ne in to nogometno ne mislim posega. samo nogometno igro, ampak tudi vse izven igrišča, kar spada zraven. Ampak imaš ti občutek, da tisto, kar si ti delal v Bravo, pa ste imeli, ne vem, 2-3 reprezentančne nivoje igralcev, ne? Zdaj pa imaš ti vseeno 20 reprezentantov skupaj, da se teh 20 reprezentantov razlikuje napram povprečju slovenskemu po odnosu do sebe, kar se tiče telesa, kar se tiče treninga, spanja, prehrane, ali so ti zaradi tega tudi večji zmagovalci, ker imajo tudi boljši odnos do tega, kar si želijo, ali so tako kot več ali manj vsi ostali? Eni ja, vsi ne, ampak v povprečju bi rekel, da so bolj resni, verjetno tudi zaradi tega, ker so reprezentanti in že imajo tudi neke ljudi v klubu, verjetno se drugače z njimi ukvarjajo pa malo bolj intenzivno, imajo tudi že kakšne ljudi, kakšne osebne trenerje, kakšne agente, ki jim tudi seveda večinoma poskušajo pomagati, tako da v povprečju imajo več informacij in, bom rekel, boljši pristop, ne pa vedno. Nekdo je v reprezentanci enostavno zato, ker je talent, ker je dober, pa ima navade, bom rekel, obupne, ne. Ki pa potem poskušamo vsaj deloma spreminjati na boljše v povezavi s klubskimi trenerji. Ja, se ker na tisti akciji, ko imaš človeka par dni, je verjetno lahko kvečjemu kontraefekt, da ti njemu zdaj probaš čisto vse spremeniti in ga siliti v neko disciplino, ki je ni to vajen. ja, čeprav jaz moram reči, da z nedisciplino nikoli nismo imeli težav, da vsi fantje pridejo še s prevelikimi očmi, sploh tisti najmlajši reprezentanco. Na nek način, po eni strani vsi vejo, da je reprezentanca res nekaj pomembnega, nekaj več, po drugi strani seveda ne vejo, kaj to vse še prinaša zraven. Ampak se želijo učiti in sprejemajo stvari, sploh potem, ko enkrat vidijo, kako težke tekme jih čakajo. Jaz vedno sem jim dostikrat rekel, čaka vas najtežja tekma do sedaj v vaših karierah, ker ste pač starejši od parih mesecev nazaj, ko ste imeli zadnjo reprezentančno tekmo, klubska tekma pa tako nobena ni bila na takšnem nivoju, kot je to reprezentančna, ker je pač to nemogoče. In so sprejemali in se želijo in seveda mi v reprezentanci smo jim poskušali v tistih urah skupnih res ogromno dati, skozi video sestanke taktične, skozi druge stvari, informiranje o regeneraciji, prehrani in tako naprej. Tako da je bilo tudi za igralce, so te dnevi reprezentančni, čeprav so luštni, vsi smo se jih veselili, ampak na koncu, ko se akcija reprezentančna konča, smo tako trenerji, selektorji kot igralci res izčrpani. Ker dejstvo je, da mi smo včasih lahko, ne vem, v 5 dneh po več kot en sestanek na dan, prej so imeli pa 2 sestanka na leto. Ja, jaz moram tudi tu reči, da iz teh izkušenj, ko sem jaz deloval kot trener v reprezentanci, ne, eno je, da ko začne himna igrati, vidiš, da se igralci spreminjajo, zagotovo, to je en del. In drug del, da smo tudi mi takrat dostikrat sploh po tem obdobju, ko so
reprezentance v kvalifikacijskem obdobju, to pomeni 17 pa 19, ne, imajo kvalifikacijski cikl. Prvo je si v tem letu precej več dni z igralci, to lahko se tam šteje okrog 50 dni na leto, in drugo, kar je po tem kvalifikacijskem turnirju, smo zelo toplo svetovali klubskim trenerjem, če le lahko dajo 2-3 dni prosto, pa da ne glede na to, koliko je pomembna naslednja tekma za njih v klubu bila, če jih lahko počivajo, ker so bili toliko izčrpani. Niti ni bil toliko problem mogoče fizični, kot pa samo ta čustveni del. Da mi smo vsi prihajali prazni domov, ne, po takem turnirju. Tako da tudi v stav, ko smo se med sabo pogovarjali, to si 2-3 dni lahko sam spal, pa poskušal ne razmišljati o nečem. Se strinjam, jaz lahko sam povem izkušnjo, se pravi, ko smo bili z reprezentanco U16 na prvenstvu Srednje Amerike, se pravi CONCACAF, kamor so bile pač povabljene 3 reprezentance, poleg Slovenije še Portugalska in Izrael. In bila to ena čudovita izkušnja, že samo potovanje na Florido, v Združene države, in potem vse te tekme, na koncu smo bili seveda še uspešni, ker smo bili v finalu. Ampak enostavno sprememba podnebja in potem težke tekme in seveda tudi vso to potovanje tam in nazaj, vse, kar je potem prineslo zraven predtekmovanje, četrtfinale, polfinale, finale. Moram reči, da takrat so igralci, mislim, seveda vsi smo prišli popolnoma izčrpani, čeprav srečni domov, ampak potem smo imeli kasneje, mislim, da 1 mesec kasneje smo imeli tekmo, prijateljsko, 2 tekmi z Madžarsko, in sicer smo to tekmo zmagali doma z Madžarsko, ampak jaz sem čutil, da so igralci še, se pravi, 1 mesec več kot mesec pa pol približno po tistim CONCACAF-u so bili igralci še vedno čustveno prazni, no. Enostavno so rabili do sredine jeseni, da so rekel, začeli funkcionirati, tako kot so bili sposobni. Tako da tudi od takrat naprej tudi razumem, kako je včasih članskim igralcem, ko so na nekem prvenstvu v evropskem, svetovnem, pa se potem čudimo, da v klubu niso v neki pravi formi do celo jesen. Potem vidiš, da je to povsem človeško. Ja, tudi ko se pogovarjamo o to, ko se igrajo že same te evropske kvalifikacije, ali pa koliko je Mariboru uspelo pač Ligo prvakov pa Ligo Evrope igrati, ne, zelo podobna zadeva, ne, da si ti ob 11 končal tekmo nekje, ne vem, tako ko je Maribor v Liverpoolu, pa ob enih na letalo, včasih je rekel tovariš, so tudi gor spali, ne. Pa potem let nazaj, pa prideš ob 3-4, pa naslednji dan si že v bistvu na terenu, noben te niti ne vpraša, ali lahko ali ne moreš, ampak moraš, zaradi tega, ker na eni strani je to dober za telo, ampak je pa vse ostalo je pa zelo utrujajoče, čustveno in tako naprej. In to edino tudi vidimo na klubskem nivoju. Enostavno potem tisti klubi, ki so vsako leto v evropskih tekmovanjih, so enostavno tega bolj navajeni in so boljši. Tudi na top nivoju, čeprav rečemo 2 kluba sta načeloma bi naj bila enakovredna, ampak tisti, ki ima več takih izkušenj, je potem boljši. Ta sama selekcija med igralci se dela na ta način, ne? Že tako si rekel, pri mlajših selekcijah, kdo bo lahko boljš podelal ta stres, pa vse to čustveno v bistvu izpraznitve in nihanja in vse to bo pač enostavno imel več možnosti igrati na višjem nivoju. Jaz bi te vprašal, v reprezentanci si lahko ti igral svoj model igre, ali si moral biti podrejen tudi v sodelovanju z ostalimi selektorji in ostalimi selekcijami iz vidika prehoda in ideje igre in tako? Ne, ko sem prišel v reprezentanco, je bil model igre postavljen strani direktorja Milana Miklaviča in vse reprezentance U15 do U19 smo igrali ta model.
Seveda smo se potem med sabo vedno pomagali, komunicirali, poskušali ta model prilagajati, izboljševati, ampak vsi smo poskušali igrati na podoben način. Se pa tudi igralci so točno vedeli, kaj je kakšno. Predvidevam, da tisto, kar si ti igral z kadeti, mladinci Bravo, pa potem člani Krško, je bilo dosti podobno, ne? Ali si že kaj Ne. spreminjal? Sem spreminjal, se pravi že, če primerjam Bravo in Krško, rekel, so bile zadeve precej drugačne, sploh potem, ko smo nekako v drugi ligi s Krškim nisem mogel igrati tako tehničnega nogometa, kot sem ga prej v Bravo, potem pa v prvi ligi pa je bil pa sploh, rekel, smo se mogli izrazito prilagajati tudi tekmecem, tako da je bil model drugačen. Ko sem pa prišel v reprezentanco, pa Si se prilagodil kvaliteti igralcem v Krškem, ali kaj? Ja, na nek način. V Bravo ste pa bolj ko ne selekcionirali igralce, zato Tako. da ste lahko igrali tisto, kar ste imeli idejo. Kakšna ti je bila glavna razlika? Ste lahko Bravo, mislim, že sama postavitev ti je bila drugačna, sistemsko gledano? Tudi. Kaj v Bravo ste igrali? 1-4, 2-3-1? Takrat je bilo to dosti 4-2-3 popularno. načeloma, ja. Ko sem pa prišel v Krško, sem pa želel igrati bolj napadalno, kot je bila ekipa navajena, in sem potem tiste pol sezone smo še malo nihali, nekaj zmag, nekaj porazov, in sem dobil povratne informacije, da želim igrati preveč napadalno, ne? Da bi mogel biti bolj obrambno usmerjen trener. Tako da pač se potem vedno malo prilagajaš, iščeš neke rešitve. Pa to so ti igralci ali vodstvo kluba svetovali? Ali obojni? Iz vseh koncev pač neke povratne informacije, ne. Pa si imel občutek, da si imel ekipo toliko kondicijsko pripravljeno, da bi ti lahko to izvajala, ali si videl, da imajo probleme in da so tudi zaradi tega malo Bolj so bili nek taktično-psihološki problemi kot kondicijski, po mojem, takrat v drugi ligi. Od začetka. Potem pa smo pač to spremenili, se drugače nam ne bi uspeli zmagati lige, ne. V prvi ligi pa potem je bil seveda preskok takšen, da je vse temeljilo na neki, bom rekel, trdni obrambi s hitrimi prehodi, sploh tisto prvo pol sezono. In mislim, da nam je to razmeroma dobro uspevalo. Vsaj na začetku, potem ob koncu jeseni. V sredini jeseni ne, smo bili preveč nestabilni v fazi branjenja in posledično je bilo težko tudi govoriti o fazi napada, ker smo enostavno na trenutke nismo bili konkurenčni. Se ti je zdelo, da si zaradi tega, ker si prejšnjo sezono igral visok pressing, pa si bil lahko gor visoko agresiven, da so imeli igralci potem težavo, če ste se povlekli v zadnjo cono, kjer ste se branili, da niso bili v momentih napadanja žoge, duela tako agresivni, kot so bili navajeni od zgoraj. To smo se zadnjič pač pogovarjali tudi z Alešem, ne, da je to precej težavna psihološki preskok in se potem samo igralec pomika nazaj. Da se ti je zdelo, da si imel tu veliko težav? Težko bi ocenil za Krško. Lahko pa rečem, da v reprezentanci, da smo v reprezentanci imeli težave, rekel, v nizki coni glede agresivnosti pa napadanja žoge. Tako da je bilo boljše, če smo napadali višje gor. V Krškem pa težko zdaj ocenim za nazaj. Koliko ti je bila zdaj velika sprememba iz tega, da si ti že 15 let bil trener, še kako leto več, da si postavljal nogometno šolo, da si spravil ekipo iz druge v prvo ligo, priti kot selektor v reprezentanco, kjer si dobil navodila, da kaj boš igral? Pa ni mi bilo težko, ker sem po eni strani zelo spoštoval trenutno stanje v reprezentancah, spoštoval sem direktorja, spoštoval sem ostale selektorje, videl sem, da vejo, kaj delajo, da imajo na tem področju več izkušenj kot jaz.
in sem videl, da zadeva pije vodo. Ampak, kolikor jaz tebe poznam, če te ne bi prepričali, ti ne bi tega izvajal. To je res. To je res. Ker to je ključno, ne. Se pravi, so te prepričali. Kaj je bilo toliko drugačnega napram tega, kar si ti do zdaj igral, ali do te točke, kar si igral, kakšne si imel zahteve, predvsem je šlo tako? nekih podrobnosti, ker jaz sem dostikrat se potem tudi hecal. Pač dejstvo je, da slovensko reprezentanco težko igraš izrazito napadalno. Se pravi, so neke zakonitosti, model igre, ki je postavljen je bil z namenom na podlagi številnih spoznanj in izkušenj. Se pravi, model igre, ki temelji na neki seveda kompaktnosti v fazi branjenja, na agresivnosti, to je konec koncev tudi del slovenskega naroda, in na nekih hitrih prehodih, ker težko v mednarodnem nivoju kontinuirano napadaš. Enostavno nimamo toliko tehnične kvalitete, takega širokega izbora, tudi premalo ekip na tak način v državi igra, da bi lahko potem reprezentance tako igrale, ne. Zdaj, da razumemo, model ni isto kot sistem, ne? Tako, seveda, ja, sistem. Mi smo različne sisteme igrali, ampak sam model je bil pa zelo podoben. A nam lahko daš neke osnovne iztočnice, ne vem, kako ste igrali od vratarja v kontinuiranem napadu? Poskušali smo, se pravi, čim več pri kontinuiranem napadu, to pomeni, da smo poskušali v organizaciji igre spraviti dva vezna igralca, ki sta poskušala med sabo čim več sodelovati, z bočnima igralcema vsaj enim ali dvema višje, in da tukaj smo poskušali imeti prehod v napad preko sredine. Se pravi, nismo želeli, da centralni branilci podajo bočnim, ampak smo enostavno želeli razigrati skozi sredino. Če je bila ta zaprta, so centralni branilci poskušali igrati direktno na napadalce s sekanjem linij. To ne pomeni zdaj vedno po zraku, ampak tudi predvsem po tleh, kadar je šlo za kontinuiran napad, in iz tega nadaljevati igro, potem sodelovanje napadalcev in veznih igralcev, ali pa z reakcijo po izgubljeni žogi. Zdaj so se pa potem bočni vključili v napadalni coni? Potem, ko smo se prav prišli do nekega trenutka mirne posesti v sredini igrišča. Ok. Izhodišče branjenja, sami zaključki ste pa iskali prioritetno skozi sredino ali preko bokov? Najraje skozi sredino. Direktno. Če pa to ni šlo, seveda prek bok, odvisno od samih situacij. Jaz sem nekaj treningov pa vaj pač tudi gledal, ko jih je imela reprezentanca, kako so se napadalci recimo odločali, kdaj prihajajo pomagati veznemu v ta medprostor med zadnjo linijo pa vezno. Glede na to, kje je stala nasprotna zadnja linija. Se pravi, če je bila dosti plitka, so prihajali ven pomagati vezni, če je bila dosti visoka, so napadali globino. Tako. Tem smo posvečali ogromno časa, se pravi, ali iščemo medprostore ali iščemo direktno globino. Se pravi, odvisno od tega, kje je prostor. Se pravi, iskali smo prostor, zdaj pač kje ga nasprotna ekipa ponudila več. Fazo branjenja je bila pa izhodišče druga cona, ali ste poskušali takoj napadati visoko gor? Odvisno od priprave na tekmeca, za kakšno tekmo je šlo, bom rekel nekje 50-50. Ali visoki pritisk v visoki coni ali pa pač kompaktno branje v srednji coni. Ampak načeloma bi rekel, da smo se odločili 50-50%, seveda pa potem med igro ne moreš konstantno vršiti pritiska v visoki coni, tako da je vmes kot tisto glavno izhodišče vseeno bila ta srednja cona agresivno. Ampak v tej srednji coni res nismo želeli počivati in samo zapirati nasprotnika, ampak dejansko biti agresivni in aktivno iti na odvzem žoge. Se pravi, na odvzem ali pa na prisilo, da naredi napako. Tako. Je pa tukaj ogromno potrošnje energije. Ste vi v reprezentancah spremljali kakršnekoli podatke, kar se tiče
teka, srčnega utripa, Ne. znotraj treningov tekem. Teh naprav nimamo, tako da nimamo Žalost, niti primerjav. Pa so bile kakšne želje, indici, težnje, da bi se te stvari nabavljale, glede na to, da imamo vse ostalo že skoraj. So bile, ampak finančna situacija očitno ni tega dopuščala. Mi selektorji, seveda, strokovni del si definitivno želel vsega tega, ampak ni Kaj je to bilo pomenilo to tudi, da bi potrebovali dodatnega človeka, da bi še s tem stvarmi upravljal in je tudi ta finančni strošek se je zraven povlekel. Najbolj pa sama tehnologija. Ne. Samo tehnologijo bi najbolj potrebovali, ostalo bi se že nekako znašli, ampak slej ko prej bi pa seveda potrebovali tudi potem človeka za to. Samo če lahko prekinem, kar se pa tiče povezav s Krškim, jaz sem se potem, ko sem prišel v reprezentanco in so mi model lige predstavili, sem se pohecal, da sem podobno že v Krškem igral, ker tudi v Krškem z izjemo tiste pol sezone, ko smo igrali napadalno, nismo bili sposobni igrati napadalno. Ja, niste bili. Ti prišel v domače okolje. Smo pa potem drugo sezono v Krškem, rekel, ko smo imeli spet povsem novo ekipo, še tretjič v 3 letih, bili sposobni igrati precej več presinga kot prej. Ne. Smo imeli pa težave v tehničnem smislu, kar se tiče organizacije igre v fazi napada. Tomaž, si ti recimo že pred sezono selekcijo delal igralcev, recimo pol, ko si rekel to 3. sezono, zato da bi lahko tak nogomet igrali, ali skozi kaj si ti pripeljal v bistvu do Ne, tega? takrat je potem, mi smo po prvi sezoni v Krškem končali na 6. mestu, sezone je bilo konc, tistih nekaj na prste eno roko igralcev, ko so imeli pogodbe, so jim potekle, enostavno, ko je bilo konc sezone, s tistim dnem so na nek način vsi končali in smo se potem naslednji dne začeli pogovarjati, kdo sploh bo naslednjo sezono. Pač tako je bilo in potem je situacija tako prinesla, da smo pač nekaj smo začeli zbirati igralce, takrat je potem tudi so prišli investitorji v klub, so oni pripeljali nekaj igralcev. Mislim, čisto z tvojega vidika odločanja, kaj bi želel recimo spremeniti ali pa igrati, kak ta proces jaz osebno prilagajal sem želel tipu? igrati precej hitrejše kot recimo prvo sezono in to nam je v neki meri uspelo, ker pač tudi nekaj mlajših igralcev prišlo. Misliš, da je to pogojevalo, ker si imel mlajše igralce ali ker ste bili kondicijsko boljši, ker za tak način igranja je pač energetska zaloga zelo zahtevna, ne? Ja, prišlo je kar nekaj mladih igralcev, ki so bili zelo željni in jaz pa tudi sem osebno vedel, da tak igre, kot smo imeli prvo sezono spomladi, ne moremo ponoviti, ker so bili povsem drugačni igralci in sem potem tudi jaz na treningih se usmeril v to, v ta malo več pritiska brez žoge. V smislu presinga, agresivnosti in tako naprej. Okay. V tej zdaj svoji karieri, jaz vsako se oddajo tudi vprašam, koga bi ti izpostavil kot tistega svojega velikana ali pa svoje velikane, ki so ti pomagali za to, da opravljaš ta svoj poklic še boljše, kot ga že dobro opravljaš? Pa jaz se poskušam se držati pregovora, ne bom zdaj znal čisto citirati, ampak da neumni se učijo sami iz lastnih izkušenj, ne? Tisti malo manj neumni pa se poskušajo v vsaki situaciji vsakega človeka nekaj naučiti, ne? Jaz lahko rečem, da sem imel kar veliko sreče, bom rekel, vsaj tako mislim, da sem veliko znanja dobil po eni strani na fakulteti za šport, od dr. Verdenika, dr. Pocerniča, da sem potem imel srečo delati v Olimpiji, kjer je bilo nekaj še tistih, rekel, trenerjev iz jugoslovanske šole in so bili, rekel, povsem drugačni, ampak tudi imeli svoj pogled in veliko dobrih stvari, da potem na A licenci, na Pro licenci bil cel kup dobrih predavateljev, se pravi z tega slovenskega prostora, da sem potem imel v Celju odlične sodelavce in potem v Bravo.
da sem v reprezentanci zdaj, rekel, imel odličnega direktorja in druge selektorje, tako da ne vem, ne bi izpostavil enega, dveh, treh, ker je teh ljudi veliko. Ob vsem tem sem pa jaz tudi takšen, da poskušam imeti čim več nekih ali kontaktov ali pridobivati znanja tudi iz drugih držav in ne vem, seveda vedno imaš potem svoj filter, kaj vzeti za svoje in kaj ne, ampak definitivno danes je toliko nekih informacij, iz katerih lahko se učiš, če se želiš, da tudi zdaj teh pol leta, ko sem bil Frej, sem rekel, da bi potreboval še 1 leto vsaj Frej, da bi želel se naučiti vse, kar bi rad ali pa raziskati, tako da ne vem, mislim, da se lahko človek vsak trenutek uči. Sam tam je nevarnost, da pol še 1 milijon drugih stvari ugotoviš, ko bi se jih rad naučil pa spoznal. To pa tudi res. A bi te lahko samo vprašal, glede na to, da ste imeli nek model reprezentance, pa smo tudi v ene 2 prejšnjih oddajah omenili, da so Belgijci danes kot številka 1 na svetu postavili ta reprezentančni model in ga predstavljali potem tudi v klube. Bi se tebi zdelo smiselno, da poskušamo model, ki ga igra reprezentanca, predstavljati tudi v klube, ali se ti zdi smiselno, da so klubi ne prepuščeni sami sebi, ampak da so odgovorni sami za razvoj posameznih igralcev? Ja, sigurno bi se mogli vsaj glede določenih stvari poenotiti. Mislim, da bi bilo to boljše za ves slovenski nogomet. Vprašanje, koliko je želje potem, koliko je to realno. Po drugi strani, da bi vsi delali na povsem enak način, se mi ne zdi najboljše, ker vseeno smo takšna država in imamo takšno neko mentaliteto, ki je zmes različnih segmentov in dostikrat to tudi v igralcih prinaša različne neke pozitivne lastnosti lahko, ne. Bi pa nekatere stvari definitivno mora se poenotiti, da bi lahko vsi skupaj delali boljše in v večjo korist celotnega slovenskega nogometa. Jaz mislim, da so bili celo Belgijci v enem obdobju toliko rigorozni, da tisti, ki niso igrali po sistemu in modelu, ki ga je imela reprezentanca, v bistvu iz teh klubov niso jemali reprezentantov, ne. Druga zadeva je pa tudi, koliko imamo pač mi nagrajevanje za mlade igralce, ki igrajo v prvi pa drugi ligi, da se nagrajuje klube. Zakaj ne bi tudi na tak način se motiviralo mogoče za to, da bi sprejemalo to kot neka ideja, glede na to, da sem imel malo časa razmišljati o tem. Ja, se strinjam, ampak zdaj določ takšna pravila, nekatera mislim, da je dosti enostavno in bi jih morali takoj, ne jutri, ampak že včeraj. Za neka druga pa enostavno imamo premalo ali tradicije, znanjem rekel, da ne, ampak premalo enotnosti, da bi jih lahko poenotili. Nekatera bi pa mogli že včeraj, ne jutri. Kako v praksi, recimo, čisto taka stvar deluje, tako si večkrat za Belgijo rekel, da pri njih v bistvu, tako imam isti pomislek, ko si ti rekel, Tomaž, zdaj, da vsi enako igrajo, s tem tudi okrniš v bistvu ti izkušnjo igralcev, ker ne igra proti različnim nasprotnikom in je zaradi tega mogoče, ne vem, manj prilagodljiv, ali kako čisto v praksi to izgleda, da vsi enako igrajo, 2 ekipi prideta in igrata enak sistem, enak model igre. Mislim, ne vem, sam zanima me čisto. Se na koncu igrati v vsakem primeru prinese, da boljša ekipa bo dominirala in bo morala, mislim, bo imela večjo posest in tista, ki bo slabša ekipa, se bo več branila. Vse se bo dogajalo še vedno znotraj tega, kar se dogaja, ne? Ker jaz ne poznam nobene ekipe ali pa nobenega trenerja, ko bo rekel, stopimo pred svoj gol, pa nabijemo žogo ven, ne? Vsi bi želeli imeti posest, pa biti boljši. To, ko nekdo reče, so postavili bunker pred svoj gol, je bolj posledica tega, da je iz mojega vidika, no, da je te nasprotnik toliko zdominiral. Zdaj posledica, zakaj te je nekdo tako zdominiral, je pa lahko več. Lahko je, da vodiš 1-0
je zadnjih 15 minut in se braniš. Tudi Cityja smo že videli letos, ko se mu je zgodil v angleškem prvenstvu, ko je voda 1-0, pa so ga vseeno držali pred svojim golom. Ne. Nekdo pač v štartu bo poskušal tako igrati in dominirati iz tekme v tekmo, ampak ko pa ti ponavljaš ene in iste stvari, ti znotraj teh enih in istih stvari še vedno ti boš igral malce drugačen nogomet, ko ga bo igral Tomaž, pa ko ga bom jaz igral. Bojo pa principi, ki jih bomo potem dobili skupne, bojo pa ostali še vedno principi, ki jih imamo skupne. Če imamo pa mi zelo različne principe, da bo nekdo ves čas čakal v drugi coni ali pa celo na svoji polovici že skoraj pred svojim golom in konstantno igral proti napad, nekdo drug bo pa ves čas igral visoki pressing, pa se lovil po celem igrišču, tako kot, ne vem, Bielsa to počne, ne, bota pa ta dva igralca iz teh dveh klubov, ko prideta v reprezentanco, bota imela pa zelo veliko težav se dosti hitro uskladiti. Na koncu se bi pa jaz sam pač to rekel, ne, če še lahko zdaj v tem monologu. Klub, tako kot dela reprezentanca ali pa nogometna zveza za klube, tako bi jaz, po mojem mnenju, morali tudi klubi delati za reprezentanco in za nogometno zvezo. Ker na koncu se mi kot država že predstavljamo lahko tudi na nivoju kluba, ampak reprezentanca je tista, ki je ključna. Tudi ključna bo v smislu prodaje kvalitetnih igralcev v dobre klube. Danes vemo, da iz Slovenije se zelo težko proda nekdo, ki ni reprezentant. Če pa je reprezentant, se mu pa precej dviguje potem tudi cena. Tudi tu moramo razumeti, da so razlike. Ne? In ko imaš ti reprezentanta, ki igra dobro, ki je varno v nekem okolju, ne, se bo precej lažje prodajal in s to samozavestjo ali prodajal tudi v boljše pa bolj kvalitetne klube in s to samozavestjo menim, da bi imel tudi potem več možnosti uspeti v tujini. Sej zadeva... Mislim, se tu bi se mogla direktna pač ta povezava pol vzpostaviti oziroma čisto sodelovanje med zvezo in klubi, da bi v bistvu zveza tudi pomagala klubom vzdrževati določen ravn kvalitete in razmer. Ker vseeno ti, po mojem, na nek način kako bi rekel, se odrečeš mogoče uspehu klubov recimo v nekih evropskih tekmovanjih potencialno na ta način, ker klubi vseeno nimajo več toliko svobode pri določanju nekih, ali to, tako smo rekli, sistema, modela, čist načina delovanja. Ali se pač motim, ne vem. Ne, ni nujno, mislim. Jaz se tukaj strinjam z Igorjem, tudi Urugvajci, takrat, mislim, so bili v polfinalu svetovnega, pa je Urugvaj zelo majhna država, ne, ampak so potem analizirali, kako je bil postavljen direktor reprezentanc pri njih, pa kako so stvari postavljali v mlajših reprezentancah in tako naprej. Če neka država, kot je naša, želi biti uspešna na velikem zemljevidu, bom rekel, potem bi nekatere stvari morali poenotiti, ne. Še vedno pa je znotraj tega zelo veliko svobode, kako nek trener ali pa klub dela. Ampak v realnosti mislim, da smo še zelo daleč od tega, ker preden bi to naredili, bi mogli najprej postaviti pravila, sploh koliko slovenskih igralcev mora igrati v prvi postavi, v prvi ligi, ne, koliko mladih igralcev, še malo več, rekel, denarja razdeliti tistim klubom, ki ima mlade igralce. Ker s tem se nekako sploh začne, ne. Potem pa, rekel, drugi korak je pa ta model igre ali pa principi. Ja, jaz sem želel tu samo to dodati, ne. Verjetno, Tomaž, tudi ti kot vodja nogometne šole ne bi dolgo gledal nekega trenerja, ki se ne bi držal osnovnih principov, za katere ste se dogovorili v štartu, da jih boste izvajali, ne. To pa meni je zelo podobna zadeva, potem tudi iz vidika, kljub temu, da so klubi avtonomni, iz vidika nogometne zveze v odnosu do, se pravi, klubov.
Govorim pač No, ampak trenutno nimamo takega dojemanja, niti takega postavljenega sistema. Nimamo, ampak na vprašanje, kako so Belgijci funkcionirali, pa približno na takšen način. Ne. In tudi redna komunikacija, se pravi zveza do klubov, in potem normalno ti lahko tudi pričakuješ nek drugačen feedback od klubov, sploh če te bo pač nacionalna zveza tudi pomagala in finančno podpirala in na takšen način. Ne. Vse potegne za sabo, normalno. Normalno, ne. Tako. Se pa najprej morajo sploh v slovenskem prostoru začeti neke strokovne debate, ker realno jih praktično ni. Ne. Niti na širšem področju, niti na določenih nivojih delovanja. Bolj ali manj se ves čas vrti glede organizacije ali kakšnih drugih stvari, medtem ko o prav strokovnih debat jih je nažalost res so izjemno redke. Ne. No, zato smo se tudi odločili, da bi probali skozi tole našo oddajo malo več strokovne debate, tako da upajmo, da smo dobra vprašanja postavljali vsem, da ti ni bilo dolg čas. No. Jaz sicer imamo vsako oddajo nekje pripravljeno še eno vprašanje zate od naslednjega gosta, ampak nam je žal tokrat to malce pobegnilo. Ga bomo pa vseeno najavili, to kdo še vedo. Vprašanje bi ti moral postaviti Bojan Jokić. Je pa trenutno že v trening kampu, intenzivno trenira, tako da smo se malo zgrešili v snemanju tega vprašanja. Sva že govorila z njim, tudi je že razmišljal, kaj te bo vprašal, ampak žal nismo pač posneli vprašanja, tako da mogoče ga bomo naknadno pol prilepili v oddajo, ko bomo Bojana snemali. Tako da ja, jaz bi ob tej najavi Nace počasi tudi verjetno zaključil. Tako, zdaj povej. Ja, jaz bi rekel tu še mogoče moj nek zaključek, prej tudi, ko sta o velikanih govorila oziroma Tomaž. Jaz sem zelo vesel, ker v bistvu sem danes v družbi dveh svojih velikanov ali pa mentorjev in sem zelo užival v tem pogovoru. V bistvu, Tomaž, ti si bil prvi, ko si me vzel zraven čist na teren, da sem doživel mogoče z trenerskega vidika prvič ta nogomet in pa ekipni duh, ne sam kot igralec, in se ogromno naučil od tebe, tudi življenjskih lekcij, ne sam nogometnih, mogoče to še bolj pomembno. Igor, s tabo pa tek ali tek skozi grem, rastem in se razvijam v bistvu že prej kot igralec in zdaj kot trener, tako da sem zelo počaščen in vesel, da sem lahko zdaj z obema debatiral in da smo skupaj sedeli spet po nekem času, pa upam, da ni bilo zadnjič, da se dobimo še. Se Tomaž je prej rekel, smo se šele dobili, pa že zaključujemo, ali kaj tako da. Bomo mogli narediti še del 2, 3 in tak naprej. Tako da, Tomaž, hvala ti v bistvu za tvoj čas, za vsa razmišljanja in pa kar si delil z nama. Pa tako sem rekel, tako smo rekla, še dobrodošel, vedno so ti vrata in pa mikrofon do naše oddaje odprti. Tako da lahko rečemo, da smo odpiskali konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Igor in Nace se vsem zahvaljujeva za poslušanje in vas vabimo k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google podcastu, Apple podcastu, TuneIn, na YouTube in pa še sproti dodajamo nekatere druge platforme. Če so vam oddaje všeč, vas seveda vabimo in prosimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In pa seveda spremljajte nas naprej tudi na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov, katerim lahko tudi zastavljate vprašanja. Vesela bova tudi vseh delitev te in pa ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji petek, do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.